Zaradi naraščujočega števila okužb z novim koronavirusom je vlada Republike Slovenije na začetku marca prvič razglasila epidemijo. V naš vsakdan je posegla nova, drugačna realnost. S prilagojenim načinom življenja in dela smo se morali soočiti kot lokalna skupnost in kot posamezniki. Na rednih zasedanjih je štab civilne zaščite občine Sevnica odigral ključno vlogo pri koordiniranju in povezovanju vseh služb zaščite in reševanja. Težišče vseh aktivnosti je bilo usmerjeno v zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenega doma Sevnica in v varovanje zdravja občank in občanov. Pri tem so veliko predanost izkazali tako vsi zaposleni v zdravstvenem domu, kot tudi sevniški operativni gasilci, ki so z razkuževanjem okolice zdravstvenega doma redno skrbeli za dodatno zaščito pred virusom. V tem obdobju se je v naši občini zvrstilo več dogodkov in akcij, usmerjenih v medsebojno pomoč in izkazovanje solidarnosti v boju proti virusu. Sodelavci občinske uprave, prostovoljci sevniške izpostave Rdečega križa in drugi so zgolj v nekaj dneh izdelali več kot 10 000 zaščitnih mask za enkratno uporabo. Ob začetnih težavah z dobavo mask je bilo takojšnje reagiranje ključnega pomena. Šivilje prostovoljke so zašile maske za večkratno uporabo, solidarnost so z donacijami blaga, zaščitnih vizirjev in razkužil izkazala številna sevniška podjetja. Zaščitna sredstva so bila razdeljena javnim zavodom, trgovcem, frizerskim salonom, gostinskim lokalom in občanom. Občina Sevnica vsem vključenim izreka iskreno zahvalo. Življenje v občini je ob močno spremenjenih pogojih počasi prešlo v ustaljene tirnice. Z novo pridobljenimi izkušnjami smo naša življenja prilagodili, kljub temu pa nam virus tudi v sklepnem delu leta postavlja velike izzive, ki pa jih bomo tudi tokrat uspešno premagali. Občina Sevnica je v času prvega vala epidemije nemoteno izvrševala vse svoje obvezne naloge. Prav zaradi doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov vseh javnih služb ni bila prekinjena nobena javna storitev. Dobro delo je ob obisku sevniške občine prepoznal tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Kljub velikim spremembam delo ni zastalo. Tekli so različni projekti, med drugim gradbena dela za realizacijo načrtovanih investicij v cestno-prometno infrastrukturo. Posodobitve so bile tudi v letošnjem letu usmerjene v zagotavljanje boljše prometne varnosti in izboljšanje vsakdanjega življenja občank in občanov. Ureditve križišč, preplastitve, ureditve odvodnjavanj in izgradnje hodnikov za pešce so potekale v več krajevnih skupnostih. Vsaka posodobitev je bila odziv na izražene potrebe v posameznem okolju, naj si bodo to poti, ki povezujejo od krajevnih središč bolj oddaljena območja ali ceste v mestnem središču, kot je denimo celostna ureditev Prvomajske ulice in ureditev prostora za parkiranje pri pekarni v Sevnici. V sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest je bil obnovljen most čez reko Mirno v križišču, ki ima novo leseno voziščno konstrukcijo. Slovenske železnice so ob tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo v poletnih mesecih obnovile dotrajan železniški most čez reko Savo, ki preko železniške proge povezuje Sevnico z Mirensko dolino. Ob tem je bil obnovljen tudi cestni prehod čez progo na državni cesti, ki poteka čez Boštanj. Prav vsaka sprememba ali posodobitev cestne infrastrukture je namenjena zagotavljanju boljše prometne varnosti in pretočnosti prometa. Pri tem velja izpostaviti tudi že obstoječe rešitve, ki so redkeje v uporabi, a zato za razvoj lokalne skupnosti niso nič manj pomembne. Urejena komunalna infrastruktura zagotavlja ustrezno kakovost bivanja. V Dolenjem Boštanju je tako potekala celovita obnova kanalizacijskega sistema s preplastitvijo cestišča. Tovrstne ureditve so v strnjenih naseljih še posebej zahtevne. V naselju Orehovo na območju zaselka Legoje je potekala izgradnja vodovoda s skupno 8 priključki in manjšim vodohranom.
Kljub rednemu vzdrževanju vodovodnega sistema včasih pride do okvar, ki zahtevajo hitre in učinkovite intervencije, saj tekoča voda vedno najde svojo pot. Letos poleti je pod Svetim Rokom v Sevnici prišlo do večje okvare, ki pa je bila s takojšnjo sanacijo odpravljena v manj kot 24 urah. S tovrstnimi ureditvami in rednim vzdrževanjem vodovodnega sistema občina Sevnica in komunala Sevnica stremita k učinkovitem varovanju okolja. K varovanju okolja lahko veliko prispevamo tudi sami. S pravilnim odlaganjem odpadnega jedilnega olja varujemo podtalnico pred nepotrebnim onesnaževanjem. Z novo nameščenimi zbiralniki olja v sevniški občini upravlja javno podjetje Komunala Sevnica. V sklopu gospodarskih javnih služb Komunala Sevnica v sodelovanju z Zavodom za gozdove in strokovnjaki iz botaničnih vrtov opravlja tudi strokovne hortikulturne ureditve. Z rednimi prirezi in odstranjevanjem bolnih dreves ter številnimi novimi zasaditvami je poskrbljeno za ohranjanje in širjenje javnih zelenih površin, ki lepšajo naše kraje in prebivalcem zagotavljajo boljše počutje. Tako urejena strnjena naselja kot tudi območja, ki so bolj zahtevna za vzdrževanje, kot je denimo grajsko pobočje, zagotavljajo, da so pogledi na našo občino od blizu in oddaleč vselej prijetni za oko. K urejeni podobi domačih krajev veliko prispevajo tudi prostovoljci iz različnih društev, ki vselej delujejo za nove pridobitve. Občina Sevnica je v sodelovanju s Kinološkim društvom Posavje v letošnjem letu dodatno uredila območje ob Savi, kjer med drugim poteka pasja šola. S postavitvijo manjšega lesenega večnamenskega prostora so aktivnosti, namenjene kakovostnem preživljanju prostega časa s štirinožnimi prijatelji, še bolj prijetne. Urejenost krajevnih središč je tako v ponos občanom in v veselje vsem, ki nas obiščajo, tudi ocenjevalni komisiji Turistične zveze Slovenije, za katero so se krajani in krajanke Loke pri Zidanem mostu v letošnjem letu še posebej potrudili. Prostorske ureditve zajemajo tudi investicije in redno vzdrževanje na objektih. Mrliške vežice od lanskega leta skladno z novo zakonodajo na krajevno značilen način upravlja in vzdržuje Komunala Sevnica. V letošnjem letu so potekale posodobitve prostorov zadnjega slovesa na Studencu. Urejanje krajev pogosto zahteva tudi posege odstranjevanja dotrajanih in statično neprimernih objektov. Prazen prostor, ki za podrtimi objekti ostane, pa pogosto pomeni boljšo preglednost cest in lepšo celostno podobo kraja. Priložnost za novo uporabno vrednost omogočajo tudi preureditve notranjih prostorov. V sklopu rednega vzdrževanja so potekale ureditve na več stanovanjskih objektih v občinski lasti. Novo urejena je stavba v Sevnici na Kvedrovi cesti. V Krmelju pa je bila na graščini v celoti zamenjana dotrajana streha. Občina Sevnica je v letošnjem letu preuredila tudi prostore nekdanjega arhiva v spodnjem gradu v starem mestnem jedru Sevnice. S preureditvijo je prostor postal primeren za tematske razstave, v prihodnjih mesecih pa bodo tukaj urejeni tudi novi prostori turistično-informacijskega centra. Celostna obnova bazena Sevnica je bila zaključena na pragu poletja. V sklopu novinarske konference ob zaključku investicije je potekal voden ogled nove strojnice bazena, ki zagotavlja varnostnim in zdravstvenim standardom primerno kopalno vodo. Pomembno pridobitev so v začetku leta predstavili tudi v Zdravstvenem domu Sevnica. Direktorica Vladimira Tomšič je skupaj s sodelavci in županom slavnostno predala namenu garažno hišo oziroma tehnični del reševalne službe in nujne medicinske pomoči ter prevzela novo reševalno vozilo. Tončkov dom na Lisci je po celostni obnovi kuhinje, predprostora in spominske sobe skupaj z županom simbolično otvoril novi najemnik. Lisca, ki je ena bolj priljubljenih izletniških in pohodniških točk Posavja, obiskovalcem ponuja vse več dodane vrednosti za kakovostno preživljanje prostega časa.
Občina Sevnica vsako leto investira tudi v objekte predšolske in šolske vzgoje, jih posodablja in ureja. V Sevnici tako poteka dogradnja vrtca, ki je odziv na naraščujoče prostorske potrebe predšolske vzgoje. Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela skladno s potrebami in v dogovori z ravnatelji šol. Med vidnejšimi posodobitvami sta novi tartanski atletski stezi pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in pri osnovni šoli Tržišče. V sklopu participativnega proračuna pa so bile urejene tudi druge javne športne površine v posameznih krajih. Urejanje prostora zahteva preudarno načrtovanje in dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in državo. Obisk ministra za okolje in prostor magistra Andreja Vizjaka je bil usmerjen v iskanje rešitev za odprta vprašanja prostorskih ureditev, med drugim tudi ureditve struge potoka Sevnična za boljšo protipoplavno varnost v Šmarju. Od sprejema dogovora in potrditve prostorskih načrtov pa do pričetka gradnje posameznega objekta je upravljenih še vrsta drugih aktivnosti, ki pa so ključne za uspešno izvedbo in varno gradnjo. Kadar izziv predstavljata teren in sestava tal, je nujna vključitev tudi strokovne javnosti. V letošnjem letu so bili pripravljeni in javnosti predstavljeni načrti za gradnjo na območju industrijske cone Boštanj, na območju Radne, na Planinski cesti v Sevnici in na območju kamnoloma v Tržišču. Tudi s spodbujanjem gospodarskega razvoja in povečevanjem stanovanjskih kapacitet lokalna skupnost mladim omogoča iskanje priložnosti za zaposlitev in ustvarjanje življenja v domači občini. V letošnjem letu je župan v njihovih šolah obiskal vse devetošolce, saj tradicionalni sprejem na gradu ni bil mogoč. Prisluhnil je njihovim načrtom za prihodnost in predlogom za različne izboljšave našega okolja. Sodelovanje in povezovanje med generacijami še bolj kot pri izobraževanju prihaja v ospredje pri društvenem delovanju in športnih aktivnostih. Eden izmed tovrstnih dogodkov je bilo 29. državno prvenstvo invalidov v šahu, ki je potekalo v Boštanju. Priložnost za prijetno druženje predstavljajo tudi različna skupinska športna udejstvovanja, ki pa so letos potekala na varni razdalji. Povezovanje in solidarnost so izkazali tudi člani godbe Sevnica, ki so v prvem valu epidemije stanovalcem domov za starejše na Impolci, v Sevnici in v Loki polepšali dan s prijetno glasbo. Celovito zastavljena skrb za starejše generacije je tema, kateri posvečata pozornost tako lokalna skupnost kot tudi država. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je obiskal Sevnico ter se srečal s predstavniki lokalnih institucij domske, zdravstvene in socialne oskrbe. Tridesetega avgusta je del sevniške občine zajelo močno neurje z uničujočim vetrom in točo, ki je povzročilo izjemno veliko škodo na objektih, kmetijskih površinah in v gozdovih na širšem območju vse od Razborja, Loke, Brega, Šentjurja, Račice, Šmarčne do Šentjanža in Brunka. Aktivirana so bila vsa gasilska društva, gasilci pa so požrtvovalno pomagali občanom več dni. Škoda na objektih je bila ogromna. Neurje je poškodovalo več kot 300 objektov, predvsem ostrešji in nadstreškov stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, več javnih objektov, velika škoda je nastala na fasadah, oknih, avtomobilih. Uničenih je bilo ogromno kmetijskih pridelkov, škodo na kmetijskih površinah pa so si ogledali tudi predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Nekaj dni kasneje je sevniško občino obiskala ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec, ki si je skupaj s predstavniki lokalne skupnosti prav tako ogledala nastalo škodo. Za izdelavo natančne ocene nastale škode je občinska komisija opravila popis škode na stvareh.
V državni sistem AJDA so sodelavci občinske uprave vnesli 794 vlog, v katerih je bila popisana škoda pri 377 fizičnih oziroma pravnih osebah. Materialna škoda je tudi pogosta posledica prometnih nesreč, resnično hitro reagiranje pa je potrebno, ko gre za življenja. Dobro sodelovanje Slovenske vojske, ki na območju občine izvaja helikopterske prevoze obolelih in poškodovanih oseb, rezultira v hitrih in uspešnih intervencijah. V začetku letošnjega leta, ko organizacija javnih dogodkov in prireditev še ni bila omejena, je potekala podelitev certifikatov za kolektivno blagovno znamko občine Sevnica in izbor za županovo vino. Oba dogodka povezuje domača kulinarika s poudarkom na lokalni samooskrbi, o čemer je govoril tudi takratni državni sekretar in sedanji kmetijski minister dr. Jože Podgoršek. K dobri hrani se poda izvrstno vino in tradicija organizacije festivala Modre Frankinje kljub omejitvam ni bila prekinjena. Strokovno ocenjevanje je bilo izvedeno in tudi letos je bil razglašen prvak festivala. Februarja so bile v okviru kulturnega praznika podeljene Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica. Pri izvedbi programa je sodelovala tudi Boštanska osnovna šola, najbolj kulturna šola leta 2019. Zadnja klasično izpeljana javna kulturna prireditev letošnjega leta je bila osrednja posavska slovesnost ob dnevu civilne zaščite s podelitvijo priznanj zaslužnim, ki so s svojimi dejanji sodelovali pri reševanju ob izrednih dogodkih. Pomembno vlogo sistema civilne zaščite smo spoznali v mesecih, ki so sledili. Preživljanje časa v naravi je v aktualnih razmerah smiselna izbira, pri tem pa je pomembno, da se zavedamo, da v naravi nismo sami in da si jo delimo tudi z drugimi živimi bitji. Znanje v naravi in živalih ter vse druge za življenje pomembne informacije daje tudi pisana beseda, ki od letošnje jeseni s pomočjo bibliobusa, potujoče posavske knjižnice, prispe tudi v bolj oddaljene kraje naše občine. Kdor ima znanje, ima moč. Kdor se ukvarja s športom, pa ima vztrajnost. Vztrajnost in dobre rezultate vsako leto prepozna tudi Športna zveza Sevnica, ki športnikom za dosežke v okviru slavnostnega dogodka podeli priznanja. Želja po priznanju je dobra motivacija, najboljša pa je tista, ki prihaja iz nas, iz naše želje, da dosežemo več. Zagotovo tako čutijo tudi vsakoletni udeleženci športnih dogodkov v sevniški občini. Letošnji javni športni dogodki in festivali so bili usmerjeni predvsem v individualne športe, ki se jih lahko izvaja ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Kot lokalna skupnost in kot posamezniki smo se v letošnjem letu znašli pred težkimi preizkušnjami. Kljub temu turbulentnemu obdobju pa smo kot družba vse skozi dokazovali solidarnost in povezanost. Naj v duhu teh vrednot zremo v prihodnost, ki bo brez dvoma postala zopet svetlejša. Medtem pa ne pozabimo. Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni in ostanimo povezani na daljavo.